A ja, zanimate, če sem jaz kaj vesel, da lahko na tem placu... Až kaj je to? Dober dan, za tiste, ki spremljate Komotar minuto malo bolj pogosto, verjetno veste, da ne samo, da sem postal ambasador AMZS-ja, zelo pogosto se znajdem, pa snemam tudi tukaj. Prepoznaš lokacijo? Center varne vožnje na Vranskem. Zdaj, jaz verjamem, da ta plac vsaj v teoriji že dobro poznaš. Mislim, veš, kaj se tukaj ponavadi dogaja. A veš, ta plac rešuje življenja. Pa to ne govorim metaforično, ampak čist dobesedno. In jaz trdim, da je center varne vožnje na Vranskem ena najpomembnejših vzgojnih infrastruktur v državi. Pa ne samo to. Trdim recimo tudi, da gre za enega najlepših vadbenih poligonov v celi Evropi. Če ne kar na svetu. Ok, smo nazaj. Pa še nekaj. Danes ne bom govoril o različnih modelih. Eni izmed njih so recimo res impresivni. Da ne govorim o tem, kako znajo v manj kot pol sekunde dvigniti zid iz vode. Dobro. A se je rešil? A se je zaletel? Pa veš, kako mega zgleda, ko znajo tukaj ne sam avto, celo avtobus postaviti po šrek. Stari noro. Veš, tukaj se mladi in stari vozniki srečajo s svojimi strahovi, pa omejitvami tudi. Pa ne samo to, naučijo se jih tudi premagati. In potem ta prostor zapustijo kot boljši, vestnejši, predvsem pa varnejši vozniki. Zato pravim, da ta plac rešuje življenja. Pa o osebju, ki dela tukaj na Vranskem, sploh ne bom zgubljal besed. Ne samo, da so vrhunski, super ena črtico, pa ne samo, da so ustrezno izobraženi, so tudi ljudje v najboljšem pomenu besede. A veš, je razlika, če ti eno službo upravljaš samo zato, ker jo moraš, ali si pa srčen posameznik in ti ni vseeno. In to dokazujejo vsak dan znova. Ampak jaz sem ta center varne vožnje danes želel predstaviti z drugačnega stališča. Predvsem in tudi zato, ker sem dejansko fasciniran nad tehničnimi zmogljivostmi. In to želim deliti tudi s tabo. Ajde, 3-4 zdaj. Pazi zdaj, površina celotnega poligona je 150.000 kvadratnih metrov. Ali pa po domač, za 25 fuzbal igrišč. Pa sam asfaltiranih voznih površin je za 63.000 kvadratnih metrov. Pa k temu lahko dodaš še, vidiš tole temno površino, ta pa simulira strjen sneg. Teh površin je pa tukaj za dobrih 3000 kvadratov. In že sam, da to površino ustrezno vzdržujejo, da zagotavljaš ustrezno drsnost, jo moraš preliti z 2,5 tonama čist posebne barve. Pa pazi to, ko pade sneg, ko se veš, pozimi se vsake toliko časa, to zgodi, snega ne pometajo strojno, ampak ga izpihujejo. In usmerjen zračen curk iz turbine, ki mora spihati vse tole, piha s hitrostjo 230 km/h. Pa veš, kakšne fore še vse stari, teh podatkov je maljavžent. Ne vem, samo električnih kablov v podno je za več kot 93 km. Pa vsak let tukaj upravljajo več kot 1400 različnih tečajev, 25 je vseh, med katerimi recimo lahko zbiraš. Pa različnih dogodkov je tukaj vsak let prek 80, če bo tako kot treba, bo recimo tukaj le zadnji na točno tem asfaltu tudi letošnji Komotar/atmosferci mit. A ja, zanimate, od kje pride vsa ta voda, ki jo špricajo po luftu pa po tleh? A veš, pod mojimi nogami je v tem trenutku cisterna s kapaciteto 300.000 litrov. In da se postavi po koncu tak zid vode, ki si ga videl prej, morajo črpalke črpati vodo s hitrostjo 9 litrov na sekundo. In ker te črpalke vsak dan črpajo vodo od 4 do 8 ur, se vsak dan prečrpa prek 1 milijona litrov vode. Stari milijona! Pa valjda so vsi škropilniki ogrevani. Veš zakaj? Da lahko špricajo vodo tudi po zimi. Pa center varne vožnje je mimogrede veliko več kot te asfaltne površine, ki sem jih naštel, pa tista zgradba tamle zadaj, kjer je 7 izvrstnih učilnic. Sem na asfaltni poligon so na primer izvrstno implementirali tudi del offroad poligona. Ga vidiš? Ampak če že govorimo o offroad poligonu, stari, druga zgodba, nov poglavje, gremo ga pogledati. A ja, zanimate, če sem jaz kaj vesel, da lahko na tem placu... Až kaj je to? Najhitrejši Renault v Sloveniji, ga bom pol pokazal. Glavno hotel sem reči, če misliš, da sem kaj vesel,
da imam ta center varne vožnje na razpolago, da se sem pripeljem s kakšnim avtom, da preverim njegove zmogljivosti, da ga preizkusim v različnih pogojih. Stari, does the racing bear shift in the woods? Hell yeah! Gremo zdaj Renault pogledati. Evo ga, beštija, gre zdaj na progo. Stari, kva je opasan, daj neki no, a? Ok, pičimo naprej na offroad poligon, pa ker smo že pri beštijah, ne. Tale bi pa bil, pa barva mi všeč, taka opasna lila, hude feltne. Sami heavyweighti danes tukaj, ne ve, fajn. Kamne se zdaj postavim, da bom lepš pokazal. Ok, offroad poligon, se veš kaj Jure Gregorčič prav, ne? Da je športna vožnja lahko fejst zabavna. Ampak neverjeten velika adrenalina se pa lahko v telesu sprosti tudi pri hitrosti 5 km/h, pa niti kilometer hitrejš. In doskrat je hecen videti kakšne ljudi, ki si lastijo bolj ali manj prestižne SUV, pa se sem pripeljajo, pa sam debil gledajo. Se jim predstav 30-40% zmogljivosti njihovega avtomobila, oni pa sam čakajo, kdaj se bojo naokoli prebrnili na streho. Škje je še to? Pa tamle zadnji za tistimi kuclji, recimo še trial proga. Valjda, tudi za motoriste imajo posluh, pa ne samo za te, ki se vozijo po blatu, pa čez prepreke, tudi tiste, ki se imajo kaj za naučiti na asfaltu. In to, kar sem zdaj opisal, povedal, pojasnil, je samo en majhen delček tega, ki se tukaj dogaja. No tako, jaz upam, da sem uspel na en tak preprost, priljuden način pokazati, zakaj sem jaz nad tem placem toliko navdušen, zakaj toliko rad pridem sem. Ne samo zato, da pilem svoje znanje, da znam avte predstavljati v primernem okolju, tudi zato, ker zelo rad vidim ljudi, kako od tukaj odidejo z novim znanjem, z novimi izkušnjami. Zato pravim, da so taki placi še posebej pomembni za razvoj prometne kulture, za reševanje življenj, kot sem rekel že čisto na začetku, pa zato, da smo vozniki vsak dan na cesti še boljši, ne pa da znanje, ki smo ga enkrat že pridobili, zgubljamo, pozabljamo, pa tako naprej. Ok, zdaj pa mislim, da sem za danes dosti povedal, a prav? Jaz se grem še malo pelat. Ajde.